Uvodoma želim povedati, da klub seniorjev in seniork živi, dela, se odziva v javnosti in se organizacijsko povečuje. Do začetka lanskega leta je bilo ustanovljenih 16 mestnih in občinskih odborov kluba. Danes jih je že 40. S tem, da so ustanovljeni v vseh mestnih odborih Slovenske demokratske stranke. Ambiciozna želja nam je bila, da bi bila danes ta številka še večja. Cilj je ustanoviti 80 odborov kluba, s tem bi imeli zelo solidno pokrito celotno Slovenijo. Vendar pa ustanovitev posameznega občinskega odbora kluba ni odvisna samo od nas, od vodstva kluba, ampak je predvsem odvisna od posameznih vodstv občinskih odborov naše stranke, ki morajo imeti željo, potrebo, pogoje in inicijativo, da se občinski odbor kluba seniorjev in seniork tudi ustanovi. Temeljni cilj kluba seniorjev in seniork, ki smo ga zapisali v naš 4-letni program, je, da s primerno organizacijo in spodbudami aktiviramo množičnost delovanja seniorjev in seniork, tako znotraj stranke kot navzven, kajti naša stališča in argumentirana kritika do posamezne problematike morajo postati javno slišna in opazna. Seniorki in seniorke smo generacija z znanjem, predvsem pa življenjskimi izkušnjami. Po večini eksistenčno neodvisni generacija, ki ima tudi zgodovinski spomin, generacija, ki živela in izkusila nekdanji nedemokratični režim, generacija, ki še kako aktivno sodelovala pri osamosvajanju Slovenije in njeni začetni in nadaljni graditvi. Zato si jemljemo pravico, da kritično javno ocenjujemo slabo delo aktualne oblasti, ki se kaže v slabih, neprimernih in celo v nekaterih nespodobnih zakonih, ki se še kako tičejo tudi starejše populacije. Motijo se tisti politiki, ki mislijo, da bodo z leporečjem in nastopaštvom skrili probleme mladih, brez možnosti zaposlitve, probleme starejših, stiske že preko 120 000 brezposelnih. Skrajno slaba je politika, ki na dijakih, študentih, socialno šibkih in upokojencih išče svoje razvojne usmeritve in izhode iz krize. Politika, ki se ves čas ukvarja s prerazporejanjem vedno manjših proračunskih prihodkov. Politika, ki se predvsem ukvarja sama seboj. Namesto, da bi se prioritetno ukvarjala s pripravo in sprejemom ustrezne zakonodaje in ukrepov, ker bi ustvarjali nujne pogoje za reševanje gospodarske krize. Pokojninska blagajna ne bo rešil noben pokojninski zakon. Rešila pa jo bo čim večja zaposlenost, ki lahko zagotavlja le uspešno gospodarstvo v najširšem smislu. Vzporedno pa tudi priprava prave sistemske pokojninske reforme s premišljenimi in pravičnimi rešitvami, reformo, ki bo imela močno podporo pri socialnih partnerjih in v javnosti. In na to naš klub ves čas opozarja. Praktično že eno leto to javno opozarjamo. Vendar je sedaj na oblast gluha, slepa, v vase zavarovana in samo uničujoča. Javno opozarjamo tudi na vladno zavajanje javnosti. Spomnimo se obljub ministra Križaniča, ko je na začetku mandata obljubljal minimalno plačo 1000 evrov. Ali obljubo nekdanjega ministra in predsednika Desusa Erjavca, da bo minimalna pokojnina 600 evrov. Ali obljublja vlade, da si bodo študentje in upokojenci z malim delom povečali svoje dohodke. Tako zavajanje se nadaljuje tudi v tem predreferendumskem času, ko vlada ves čas grozi, da se bo sesula pokojninska blagajna, zato je potreben pokojninski zakon, že naslednji hip pa minister Svetlik obljublja višje pokojnine, če bo ta zakon potrjen v referendumu. Kje je to logika? Pa na to minister zopet grozi, če ne bo zakon potrjen, bo morala vlada z interventnim zakonom občutno zmanjšati pokojnine in vse ostalo. Lahko, da kakšen izračun izkaže za specifične primere povišane pokojnine. Morda velja to za razne privilegirance z visokimi pokojninami, čeprav so zelo malo let plačevali prispevke v pokojninsko blagajno,
nekateri pa sploh nič. Sedaj pa so glavni javni zagovorniki slabega pokojninskega zakona. Zato pokojninska reforma pomeni tudi to, da se očisti pokojninska blagajna s takimi privilegiranci. Nadalje opozarjamo, da nas bolj kot lastna eksistenca skrbi kritično stanje in problematika mlade generacije, njihova brezposelnost, njihovo razmišljanje za svojo perspektivo, ko vidijo, da nimajo niti materialnih pogojev, da se ustvarijo svoje družine. Skrbi nas njihov pesimizem in malodušje. Še kako smo zaskrbljeni, ko mlad državljan reče svojim staršem: na bruhanje mi gre, v taki državi ne bom izživel, odšel bom v tujino. To mi je namreč rekel moj lastni najmlajši sin. In veliko je še takih sinov in hčera, ki tako razmišljajo. In vprašamo se lahko, kaj bo s temi slovenskim narodom? Kakšna je njegova perspektiva, ko odhajajo v tujino mladi intelektualci, ko odhajajo uspešni, ambiciozni podjetniki, ko o tem razmišljajo že študentje? Kaj bo potem s podmladkom? Kaj bo za starejšo generacijo? Ali nam res grozi, pesimistično gledano, da bomo Slovenci kot narod le še vegetirali in počasi poniknili? Ali pa se bo to zgodilo zaradi propadanja moralnih vrednot, kar producira sedanja oblast in se kaže v korupcijah, krajah, izkoriščanju delavcev, nespoštovanju prava, lažeh in aferah? Povedal bom zapisano misel velikega Slovenca in domoljuba, doktorja Trstenjaka: Slovenci smo stoletja preživeli s poštenjem. Od tega ne bo več, bomo kot narod propadli. Ko poštenja ne bo več, bomo kot narod propadli. Ali se mar bližamo temu? Zato, dragi seniori in seniorke in prijatelji, da temu ne bo tako, bomo naredili prvi korak. Na referendumski dan, ko bomo trikrat obkrožili proti. Proti bomo pokojninskemu zakonu, ker je slab in krivičen in ker njegova zavrnitev ne pomeni bistvenih finančnih posledic na kratek rok. Proti bomo proti arhivskemu zakonu, ker želimo, da je Slovenija odprta demokratična država, brez skrite in zatohle preteklosti, ker nočemo, da je Slovenija talec nedemokratičnih dejanj nekdanje, pred več kot 20 leti propadle države in nekdanje politične policije Udbe. Vse posameznike, ki bi se radi skrivali za zaprtimi arhivi in ki so v preteklosti sodelovali pri teh dejanjih, pa seniori in seniorke pozivamo, da se stopijo se svojih javnih in političnih funkcij, se javno opravičijo mea culpa in zaživijo mirno življenje običajnih državljanov. Proti bomo tudi proti zakonu o preprečevanju dela na črno, ker posega neživljenjsko in nespodobno tudi na področje sosedske pomoči s povečevanjem nadzora in sankcij. Seniori smo namreč generacija, ko smo v osiromašeni nekdanji državi svojo življenjsko eksistenco zagotavljali tudi s sosedsko pomočjo, ki je skozi desetletja postajala slovenska tradicija. Zato jo tako tudi ohranjamo in negujmo. Drage